Lepo zdrav, moje ime je Meta Grošelj in sem izredno vesela, da bomo danes ta dogodek, kar ti govorili bomo o eni stvari, ki je tako zelo nedefinirana, pa jo bomo probali definirati in to je intuicija. In seveda se bomo z intuicijo spopadali tudi preko mogoče kakšne retorične finte, če bom imela kaj še pametnega zraven zapovedati, ampak sploh pa se veselim, da je današnja gostja Manica Čelofiga, ki je v bistvu izjemna strokovnjakinja na teh področjih za poslovno intuicijo, bom rekla, kaj več bo tudi sama povedala o tem. Najprej pa seveda en kratek mali uvod z moje strani. Kaj ne, jaz rečem, ne, mislim, kaj to je intuicija, me že tako od nekdaj zanima, ker je to pač nek tak šesti čut, nekaj, kar bi vsi radi imeli kot neko bajalico, da nam pove, a čemo iti levo, a čemo iti desno, kam ćemo pravzaprav zapeljati to naše življenje in včasih se zanašamo na podatke, včasih se zanašamo bolj na intuicijo. Intuicija, notranji glas, in notranji glas, če vprašate mene, je zelo, 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 zelo pomembno orodje za vaše kompetence, za vaš uspeh, kajti dejansko je to notranja retorika. In od notranjih, se pravi vaših osnov, teh tehnik notranjega dialoga, je pa v bistvu tukaj veliko koristnih vrednosti za vaše življenje. Ker me zanima zdaj tako, ko poslušate svoj notranji glas, a je to bolj kritični glas? Ali je mogoče to res vaš najboljši prijatelj? A vas opolnomoči, vas opogumlja, vas bodri, vam pomaga, vam stoji ob strani, reče, ajde pa dejmo se, ni panike, naredi to, kaj pa tvegamo, kakšno ranico, dve mogoče, pa vse se bo pozdravili, čas vse bo cel, vse se bo zacelil. Ali je mogoče pazi, kaj pa če ne bi šli v to, ne vem, nevarno, jaz smo preverili tveganja, ovire so, težko bo, strah. Včasih je ta naš notranji samosaboter pravzaprav največji zaviralec, tudi intuicije, ampak zares. Ja, če berete mojo knjigo Verjemi v svoj glas, potem veste, da je strah naša ljubezen. Ljubezen do samega sebe, ampak tista zasmotana, najvišja mera ljubezni, ko je pravzaprav tista suffocating, materinska ljubezen, ki nas hoče tako zelo, zelo navarna, da nas že malo duši, nam odvzema suverenost, individualnost, odgovornost in pa seveda tudi priložnost, da se učimo prek lastnih napak. Jaz mislim, da je treba razvijati intuicijo in da razvijamo intuicijo, moramo najprej razviti eno zelo močno notranjo retoriko, no pa o tem mogoče kaj več, najprej pa seveda k naši gosti in pa tudi k vam, gostom vsem, ki ste se danes pridružili. Ful sem vesela, da ste tukaj in za vas imam najprej eno vprašanje, tako da bi vas prosila, če lahko uporabite svoje prstke in boste v chat zdaj najprej napisali nekaj. Torej, dve vprašanji sta. Eno je zaprto, eno pa odprto. In sicer, odprto vprašanje. Kaj vam pomeni intuicija? Če lahko mogoče malo napišete, mogoče s kakšno sopomenko. In drugo vprašanje, da ali ne. Kolikokrat ste že imeli občutek, pa ga niste poslušali? No, pa da vidimo. Torej, chat. 3, 4 zdaj. Kaj je intuicija? Evo, jaz bom takole. In pa Milenko. No, pa da vidimo, kaj boste kaj napisali. Okej, ja, bo še kaj? Ja, misli. Duša. Evo, to mi je tako lepo Simon napisal. Intuicija je za mene glas moje duše. In duša je energija ujeta v naše telo. Ni prav zda ujeta, no tam hoče biti. Zavzela sloviško formo. Enkrat to naprej, bom jaz sam še tebe, Manica, mačkam tukaj za co-hosta naredila, če slučajno meni internet dol pade. Čakaj. Vedno dobro, ja. Co-host. Evo. To, da imamo še to poravnan. To se je zaprt. Ja.
Zelo lepo, glas moje duše. Ja, bi se zelo strinjala, bo to seveda še Manica malo povedala. Dobrodošla, Manica, si poslovna coachinja, imaš ogromno znanja, predvsem teh, bom rekla, čutnih veščin, ne bi ti rekla mehkih, ampak bolj teh čutečih, ki si jih tudi pridobivala seveda v tujini in tudi pri nas. Študirala si na tem Intuition Wisdom inštitutu in me v bistvu malo več tudi zanima o tem, tako da bi te prosila najprej, če se nam lahko malo predstaviš, pa poveš, kakšna je tvoja zgodba, kako se je začela intuicija v tebi dogajati? Ja, hvala Meta, najprej hvala tebi za povabilo in pol vsem, ki ste danes prišli tlele naju dve poslušati na te zanimive teme. Glih prej se je hecala Meta, koliko dobro izgledam jaz danes, rekla je pa, če je to dobra tema, ne? Vedno, kadar se v življenju pol odločiš, da po neki karieri, ko si jo imel, kljub temu, da je to bilo nekaj, kar ti je prinašalo veselje, kar ti je prinašalo izzive, kar ti je dajalo nek smisel, a ne? Pol počasi izgubiš lahko ta smisel, če nisi čist naravnan, tako kot je Simon rekel, na svojo dušico, a ne? In zato sem jaz pol ne po 14 letih, po skoraj 20 letih kariere v prodaji in marketingu sem se odločila, da preprosto grem eno svojo pot, ker mi ta koncept posla, ko se je v bistvu takrat še veliko bolj intenzivno peljal, kot se je zdaj, da je tisto, ne? Work hard, play hard, vse na hard in mislim, da preprosto v ženski na eni točki pridemo do tega, da ta trdi del, ne, v nas ni to formula, a ne? Ni formula za žensko, da je trda. In seveda pa vsakič, ko sem si jaz en konkreten cilj v življenju zastavila, kar se pa že je zelo tesno povezano z mojo zgodbo, vsi moji cilji, ko so bili zastavljeni, so pol šli malo po svoje. In največkrat, ko sem jaz bila uspešna, je bilo zaradi tega, ker je tisto delovno mesto vsebovalo elemente mojega poslanstva, ne? In prepoznala sem dejansko, da je moje poslanstvo, da pomagam podjetjem in podjetnikom, da prepoznajo tisto uravnotežen princip uspešnosti, ali pa jaz bom temu rekla resnična uspešnost. Ker sem se ujela v tem, da sem goljufala uspešnost, zato ker sem se ukvarjala bolj z kariero. Ker sem se bolj ukvarjala, zdaj pa meni uletel klic. Ja. Ker sem se bolj ukvarjala elementarno ali pa linearno z enim elementom mojega življenja, ignorirala ali pa zanemarjala sem pa druge elemente v življenju. Ustrajajo, nimaš kaj. To so pa otroci. Ja. Se je ful lušten te otroci, ne, to tako zadnjič mi pride sem, tudi mislim, da je bilo lih prejšnja oddaja Čas za tvoj glas in pride moj sin in tako, mami, nekaj te nujno rabim in jaz ne, pa kar ustraja, ampak ni panike, lej. Ok, povej, torej, resnična uspešnost, torej cilje, ki si postavila, da si v bistvu videla, da pač nekaj kaj manjka oziroma si želiš, da si bila uspešna pri specifičnih stvareh, to sem zaznala. No? In ker je svet danes pač tako naravnan, a ne, da si nekako vreden, ne, tako kot ti pišeš v svoji knjigi Iskanje lastne vrednosti, a ne, da si vreden glede na to, koliko denarja imaš, kaj voziš, v čem stanuješ, namesto da bi se dejansko vsak človek ukvarjal s tem, kakšna je moja vrednost kot res osebnosti, kot nekoga, ki dejansko že, ko se je rodil, je imel svojo 100% vrednost, ne? In da ni cilj imeti, ampak je cilj doživeti, ne? Da je ta izkušnja, ne? To začneš potem dojemati, ker seveda vsaka uspešna zgodba, noben ne govori o tem, ima ogromno poloma vzadaj v naveznicah, ne? V karieri so napak naredili, o katerih noben ne govori takrat, ko se promovirajo uspešne zgodbe podjetnikov, koliko je tle vzadaj padcev ali pa let depresije ali pa let preprosto, ko nisi imel kaj pokazati, a ne? In na koncu, če ti zaupaš vase,
a ne, to, kar imamo, je zelo močno skupno točko, zaupaš vase, se tle res od tukaj naprej gre, začneš premikati v pravo smer, a ne. Tako da, ja, 2014 sem preprosto dala odpoved in sem šla najprej na čist privatno pot, potem pa me je v iskanju orodij za doseganje podjetniške uspešnosti, ki je pa malo drugače, kot ko si zaposlena, ne? Ja, seveda. Podjetnik sloni celoten posel na tebi in na tem, koliko si ti postavljen vase. Dejansko ta izraz postavljen vase je tisto, kar mislim, da si vsak od nas zasluži in kar je tudi namen naš. Konkretno pri poslu me je pa nagovarjalo, ko sem v bistvu jaz diplomirala na ekonomski fakulteti, me je zelo nagovorilo, zakaj je ekonomija v osnovi nastala. In tukaj naša Sonja Klopčič je tudi razvila svoj AIEU model, ki to vsebuje noter. In to je meni res, res toplo pri srcu, ko govorimo o ekosu, oziroma zapiše se oikos, pa prej, ko si govorila o leksiki, kaj je osnova ekonomije, je skrbnost, skrbnost je povezanost z deželo, z ljudmi in ekonomija je bila v osnovi ustvarjena zato, da izboljša kvaliteto življenja ljudi. Pa smo majčkeno skrenili, ker smo v imenu te vrednosti, Excel vrednosti, jaz temu rečem, smo zgoljufali formulo uspešnosti, ki smo jo samo poimenovali s produktivnostjo, ne pa toliko z tem, ali mi dejansko puščamo za sabo več, kot smo pa dobili. To bi jaz rada, to bi mogla, Sonja, kar te polagam na delovni kotiček, kako bi rekla, a bi lahko prosim nehalo o profitu govoriti, pa dajmo govoriti o vrednosti, ki smo jo proizvedeli, za vse deležnike, se pravi za svet, za vse. Kaj je bila vrednost, ker to čist neka druga dimenzija, v bistvu, vrednost je lahko materialna, nematerialna, ne vem, kakršnakoli, skratka, in v bistvu bolj govori o tem, kaj smo dali, kakor pa kaj smo vzeli, ker profit je pravzaprav, mi smo zase vzeli ta kupček, Vrednost je pa pač stvar, smo tukaj in tukaj vrednosti za to, za tisto, za unga, za tretjega, tako da ja, je tle še veliko dela, definitivno, in meni všeč, jaz sem tudi pred časom, ko si prej omenila mojo leksiko, sem se tudi ukvarjala s to besedo oziroma predpono, kako bi rekla, eko, ker tudi v knjigi pišem o tem, kako preidati iz egoista v egocentrika in kakšna je razlika med tema dvema, v bistvu egocentrično bitje pravzaprav je postavljeno vase, ve, kaj hoče, česa noče, ni nujno, da funkcionira egoistično, lahko je zelo darežljivo, lahko je pravzaprav veliko vrednost ustvarja za vse okoli sebe, ampak ne pusti se pa kar tako premakniti, se pravi, vztraja pri svoji viziji, vztraja pri svojih vrednotah, svojim prepričanjem in tako naprej. Pa imaš pa še novo stopnjo, ta je pa ekocentrična osebnost. To je pa tista oseba, ki pravzaprav se zaveda, kako povezana je z vsem. Se pravi, torej, da smo vse, da je tvoje bivanje na tem planetu in na teh skupnostih povezano in da pravzaprav vsako tvoje dejanje se odseva nekje drugje, v nekih drugih sferah ali pa v nekih drugih kontekstih. Tako da ekonomija je tudi eko, in tako da včasih reče ekološko, je nekaj ekološko in pa vsi grejo na eko-bio pa na tiste reciklirane vrečke. Ampak jaz pa vedno pravim, ne, zgrešili ste point, V bistvu, kako je ekološko, pomeni, s čim vse se povezuje, s katerimi vse ekosistemi, in tudi s tem, ko sem članica tega gibanja ekocivilizacija, dejansko ni to samo stvar, tako kot si rekla, ekologije, ampak preprosto zavedanja, da smo neločljivo povezani z vsemi ekosistemi, kar jaz delam svojemu telesu, jaz delam svojemu planetu. In zato sem se jaz recimo osredotočila na odnos do sebe, zaradi tega, če jaz imam ljubeč odnos do sebe, pa če bom jaz za sebe dobro dala, pa se tle spet združim v ekocentrizmu, oziroma ekocentričnosti, je to en tisti zdrav ego,
ki pa ga dejansko potem dopolniš pa z neko intuitivno povezavo z vsemi ekosistemi. To se pravi, da zaznavaš, da je nekaj v moje dobro in hkrati v dobro vseh. In jaz sem vedno imela to afiniteto, da sem se veselila uspeha drugih. Zato, ker resnično si želim, da bi vsak našel tisto svoje poslanstvo, v katerem bi žarel, ne. Ja, in da podpora tudi obstaja, ne? Da veš, da če nekomu pomagaš, pa da je on uspel, da pač sistem tudi ti zrastu gor, ne. To mi je zanimivo, kar si zdaj razlagala, ker mi je zelo podobno, kot jaz razlagam o tej razliki med vplivom pa manipulacijo in v bistvu o tem, da vplivanje ne pomeni nujno pač potiskanje nekoga v neko smer, za katero samo ti želiš, da bi šel tja, ampak v bistvu mi ves čas vplivamo. Se pravi, kakšen je moj vpliv, ko jaz pridem v neko sobo, a sem zdaj mrkega obraza in zaradi tega tlačem druge dol, a povem, ne vem, kaj lepega vidim, ali povem, kaj je narobe, ne? Mislim, se pravi, ves čas vplivamo, skozi imamo sovpliv in se ga moramo pravzaprav zavedati, ozavestiti ga, zato da ga lažje upravljamo, ne, končni fazi. Ne, naša odgovornost, da na druge ljudi pozitivno vplivamo, to je zelo pomembno. Najprej pa nase seveda, ne. Da jim povej, kaj pa je potem res definicija intuicije? To mi je bilo zelo zanimivo, ko sem prav razmišljala, katero definicijo bi jaz izbrala za danes, ne, definicije je ogromno, ne. Marsikateri znanstvenik, ki je pojasneval definicijo, je čisto narobe definiral, zato ker definicije ne moreš definirati skozi logos, a ne, skozi razum. Intuicijo rabi definirati nekdo, ki je šel v globine in v večdimenzionalnost našo, ne. Se tudi že vemo, da že če naše telo pogledamo, imamo mi več teles, imaš mentalno telo, čustveno, fizično telo, duševno telo, več inteligenc imamo mentalno, čustveno, socialno, fizično in tako naprej, a ne, duhovno inteligenco, energijsko inteligenco. Skratka, mi najprej moramo vedeti, da smo večplastno, večdimenzionalno bitje, zelo kompleksno. Je pa ena taka zelo simpatična in osnovna definicija, ki bi pa vam recimo, ali pa vsakomur, ki še ni imel toliko stika z intuicijo, bi mu največ povedala, je odsotnost razmišljanja in analiziranja, to se pravi odsotnost uma, ne? Kar pomeni, da si ti v tistem trenutku, ko si intuitiven, ni tvoja glavna pozicija, ampak se ti pozicioniraš dejansko v svoj tako imenovani višji jaz, oziroma v svojo dušico, s katero se ti povezuješ z vsemi ekosistemi, z vsem, kar je, ne? Tako da intuicija v sami definiciji je predvsem odsotnost razuma, razmišljanja, a ne, takrat, ko smo v glavi, in zelo simpatična in tudi s katero se jaz osebno lahko zelo poistovetim definicija je, da je intuicija takrat, ko sem jaz svoj spremenila v čutilo. Kar pomeni, da jaz zaznavam informacijo. Jaz zaznavam to, kar ti govoriš, ne? In zaznavam, ko jaz to zaznavam s svojimi 5 čuti, te jaz dojemam veliko bolj globinsko, oziroma tvojo govorico telesa zaznavam, kar ti poveš. Jaz sem velikokrat, ko sem nekoga poslušala v teh mojih začetnih fazah, ko sem te čute še nisem nekako znala uravnovešati, jaz sem to osebo bolj čutila, kot sem jo pa slišala. In včasih sploh nisem slišala, kaj je ena oseba povedala, ker je njeno ali pa njegovo telo toliko več govorilo, da tisto, kar je povedala, se me sploh dotaknilo ni. In jaz mislim, da imajo ta izziv vsi poslušalci, ko poslušajo nekoga, ki je na mentalnem nivoju osvojil neko znanje, ni ga pa ponotranil, ne? Ni ga pa na vse nivoje svojega bitja integriral. In takrat rečemo o spremembi navad, spremembi značaja, spremembi potreb, spremembi nas kot človeka. Kdaj se nas bo neko znanje dotaknilo, kdaj se bo predavatelj občinstva dotaknil. A ga bo uspaval, ker bo nizal neke podatke, ampak dobro, uspaval bo verjetno tazga malo bolj emocionalnega poslušalca, mentalnega poslušalca bo pa lahko zelo priklopil, a ne. Ja, no, to je zdaj relativno.
je v bistvu paraverbalno, ne, se pravzaprav veš čutiš, mislim, to, kar si zdaj omenila, mi je odzvenelo, recimo odsotnost razuma, odsotnost tega, da konstantno nekaj meleš, ne, ampak da se pravzaprav priklopiš še na kaj več, kot samo na te podatke, ne. Da v bistvu probaš nekako malo z neko empatijo oziroma z malo več kritičnega pogleda pogledati, pa ne kritičnega slabo, ampak bom rekla tisto critical thinking, ne. Kaj je namen te osebe, kaj želi pridobiti, kaj je pozitivni namen tega delovanja, vedenja, mogoče tako tudi videti, ne, pač te neverbalne pa paraverbalne znake, torej barvo v glasu, ne, se pravi slišati, zaznavati zelo subtilne elemente. In to je res zelo pomembno, ne, tako da, ja, zajeti več informacij, kot pa bi jih mogoče sicer lahko nezavedno in se prepustiti temu, da jim verjamemo, to je pa še težje. Tako, a sem jaz res to videla? Veš, tako, včasih se vprašaš, ne, a nekaj veš, ampak ne verjameš. No, tle smo pa zdaj v zavedanju, v samozavedanju, a ne? Kaj je od vseh teh mojih notranjih glasov, kaj je glas resničnega jaza, kaj je pa ta baza podatkov, ko jo imamo mi v umu, ali zavestno ali pa nezavedno, a ne? In tudi veliko napačnih definicij intuicije je, da je intuicija moj nezavedni del. Intuicija ni, pa bom tako rekla, ni samo moj a ne? Intuicija je takrat, ko se jaz preko mojega višjega jaza povežem z vsemi informacijami, ki so na voljo, a ne? Predvsem pa moj resnični jaz, to je tako, to že zveni tako kot shizofrenija, a ne? Smo resnični jaz, pa smo ta naša identiteta, polna prepričanj in znanja in neke prezence v družbi, a ne? In če se jaz ulovim v omejitve tega, kar jaz sebe dojemam ali pa kar mene drugi dojemajo, kdo jaz sem, potem jaz ne dostopam do resnične baze vsega, ne. Jaz temu rečem kontrola. Da boš zavedno spustiti kontrolo nad tem, da bi sploh lahko upravljal z vtisom, ki ga imajo drugi v tebi, ali pa, a veš, recimo greš na oder kot govorec, ne, in zdaj ti hočeš biti ljudem všeč. Ne moreš tega narediti, mislim, ne da se, to, ne, moraš pač spustiti to kontrolo, to željo potem, to ne obstaja. Ne, pretvorba gre, sploh ni pomembno, da sem jaz drugim všeč, pomembno je, da so drugi všeč meni, ampak še bolj pomembno je pa, sem jaz všeč sebi. Se pravi, ne, tukaj greš pa pol v intuicijo, ne, a jaz pač slišim svoj glas, pa mi govori, naredi takole, ne, tvoja najljubša barva je vijolična, ali pač ne, črna se oblečka, to je tako prav, ne. Tako se mora. Tako, in tudi lahko rečeš, da ko greš v intuicijo, greš v čutenje. Kar pomeni, da zaznavam, ne, in takrat... Greva malo naprej. Kaj pa v bistvu, recimo, greva zdaj sem tako, če rečeva v podjetništvu, nekaj si že prej sama tudi odprla, podjetnik res more zavzeti, torej, postaviti se vase, da nekaj je pač ogromno odločitev vsak dan, ogromno opcij, kaj, kako, na vseh področjih, pravzaprav sploh, če je podjetje tvoje podjetje. Kako bi rekla, koliko odločitev naj bi se prepuščali nekemu inovativnemu delu, ne? Zadnjič je ena podjetnica lepo rekla, oziroma ena direktorica enega podjetja, pač imam ta decision fatigue, se pravi, utrujena sem od vseh odločitev, ki jih moram vsak dan sprejeti. In že včasih ne vem, kje od teh ne delegiram dol, kaj pravzaprav je moje, da se odločam, kje moram imeti še več informacij, kaj lahko po feelingu, ne, rečem, ok, tako je prav, vse. Jaz sem si izbrala to smer. Kaj ti misliš, recimo? Kako nam intuicija tukaj lahko pomaga? Ja, zelo različne faze odločevalskega procesa, v zelo različnih fazah lahko uporabiš intuicijo. Najbolje je, da že v osnovi, ko jaz planiram svoj teden, da jaz takrat intuitivno si postavljam prioritete, ker če si jih jaz razumno postavljam, mentalno, če si jaz postavljam prioritete na tak način, da bom odgovarjala okolju, a ne, tako kot če stopim na oder, pa hočem, da sem drugim všeč,
potem bom jaz postavila svoje cilje ne po mojem ustroju, pa po mojem bioritmu, ampak si bom postavljala cilje, ki se bojo lomiti začeli, a ne? In preprosto bojo šli v navzkrižje z stvarmi, ki mi bojo uletavale v ta moj načrt. Tako da prva stvar, ko bi jo jaz priporočala, je, da že ko si planiraš dan, da se zbudiš 1 uro prej, da narediš to naravnavo nase in da tudi, če imaš neke cilje, da jih malo premečeš, glede na to, kaj si dan začutil zjutraj pri sebi, ne. In to to se sabo pol potegne ene rutine, ko jih prej mogoče nisi imel. Ampak vredne so vse discipline ali pa truda ali pa trpljenja, ne, v končni fazi, ko boš vložil v to, da se boš začel po svojem bioritmu naravnavati, ne. In potem, kar se je njej zgodilo, ne, je tudi to, da si je toliko načela svoj živčni sistem, da je na koncu že malo, jaz temu rečem, losing your mind, ne. Ko imaš že toliko impulzov od odzunaj, ko jim hočeš ustreči, pa manj naravnave nase, da pol že vsega je preveč, ne. Se pravi, to tisto moram ali pa hočem, ne. Ja. Prav bi bilo, da bi to naredil, ali pa v bistvu tole vem, da moram narediti, se pravi, da... Tudi svojo profesionalnost enačiš s tem, da odgovarjaš na impulze drugih, a ne. In velikokrat, kolikokrat ste slišali, da so šefi rekli, moja naloga je, da te ženem, tvoja naloga je pa, da poveš, kje so tvoje meje. In tukaj pol tudi izgorelost se zaštarta, a ne. A veš, jaz to tako delam, čisto praktično mogoče. Se pravi, ko se zjutraj zbudim, me zmeram nekaj boli. A veš, tako se pravi, ena misel recimo na vse te projekte, ki jih imam in na neke taske, ki jih imam, me sigurno eden od teh taskov boli bolj kot drugi taski. Super. A veš, tako pač in pol zaznam, kjer me najbolj boli zdajle. Se pravi, ne, kjer mi povzroča v bistvu največ tako pejna. Da pač me res nervira, da ni dorečen, da nekaj ni na tem narejen. Ni nujno, da bo komplet naprej porinjen, ne, pač lahko, da si vzamem samo 1 uro, pa samo malo naredim, da gre čisto malo naprej, ne. Ampak vedno se vprašam, kjer me najbolj boli zdajle, ne. In unga grem takoj narediti. Se pravi, v bistvu se od jutra pol do večera tako počasi znebim bolečine. A veš? Ja, tako da, ne, da se kljukca in pa gre nekje do popoldneva, sem že tako ful brez bolečine in sem ful happy, zato ker sem se toliko bolečine znebila in imam ful pol lep večer. A je to intuicija? To bom tako rekla. Veliko ljudi jih boli 10 let, 20 let, da ne bodo naredili, ne. Saj si fantastični zraven, ker to je ena od tudi zelo pametnih tehnik postavljanja prioritet. Loti se tistega, ko te najbolj boli. Ker ti bo tudi največ blokade, se ti bo takrat sprostilo in se ti bo ful dvignila energija, se ti bo tudi dvignila vibracija, a ne. In zdaj, če omeniva vibracijo, imamo čustveno vibracijsko lestvico, a ne. Wow, daj povej. Ja, in najnižja je apatija, a ne, potem je strah, potem je jeza, a ne, zato velikokrat se mi iz nečesa, ko nas je strah narediti, se zbutamo z jezo, a ne, in pol bo nekdo rekel, jeza je ful negativno čustvo, ne biti jezna, ne, dajte se umiriti. Ja, samo včasih rabimo jezo, ne, če nas je ful strah, je jeza boljš kot strah, ne, ker ima višjo vibracijo, kar pomeni, da si veliko bližje pogumu. In recimo to, kar si pa ti naredila, recimo po jezi sledi ponos, ne, da si toliko ponosen, toliko, ne, to pa ne bojo z mano delali, tle bom pa črto potegnil. Je tudi že dobro. Ampak pogum, ne, je pa tista točka, ko veliko kdo ne zleze do njega in ne more tega narediti, kar si ti zdajle naredila, ali pa kar ti delaš, ne. Zato tudi si tam, kjer si, a ne. In velikokrat je pogum tisto, kar nas loči od tega, a naredimo tisto, kar je prav za nas, ali pa ne naredimo tistega, kar je prav. In če se mi, v bistvu, če hočemo zlesti do poguma, če bomo mi tolkli po sebi, ne, če bomo jezni na sebe, pa če se bomo poskušali do poguma s tem spraviti, ne bo šlo. Jeza funkcionira samo, če te je strah. Če si pa tle, ko pa medve govoriva, rabiš pa pogum, a ne.
Pogum pa seveda ga bomo pridobili, če se bomo čim bolj s svojim višjim jazom povezovali, ker on ima odgovore na vse. Ne? To se pravi, povezava z svojo najvišjo inteligenco, z svojo dušno, intuitivno inteligenco ima odgovor na vse, ker dejansko ta inteligenca upravlja vse ostale. Upravlja telo, upravlja emocije, upravlja mental, vse, ne? Ja. Evo, to je pol, to bi bila moja. Sem te prav razumela, da intuicija upravlja z nami, ne? Intuicija je naša sposobnost. Ne? Intuicija je naša sposobnost, da mi vstopamo v ta prostor, kjer smo dejansko genialni. Ne? Ja. Do najglobjih rib naše globine, ne? Všeč mi je ta knjiga, to je pa... In kaj tale Big Fish, a veš, ko je napisal knjigo o tej transcendentalni meditaciji, ampak to je en filmski režiser, ne morem se spomniti, kako je imena groza, napisal, da v bistvu neko greš tako pač najprej v globino in v bistvu odstiraš najprej te misli, ki so pač kot ti uletavajo, ne vsiljenke v tem smislu, se pravi neke random misli in pač in sam dovoliš, da gre vmem in v bistvu bolj ko meditiraš, bolj greš v to globino in tam pol najdeš te genialne ideje, ne. V bistvu to je, kaj se ne morem spomniti, ta režiser, ki je v bistvu tudi malo odštekan, pomagaj, mogoče mi pride, evo. Ampak bi pa tukaj mogoče sam omenila, da imamo en komentarček, ki mi je ful všeč od Magde in ful lepo napiše, moj dan se vedno začne s planom, največkrat se ga ne držim. Ja. Kako lepo iskreno, Magda, res moram reči, ne. Mogoče je to ravno zaradi tega, ne, ker vidim pa tukaj, da jutro se začne z oblačenjem, ki je zelo intuitivno in tako s ponosom si povedala, sem izven okvirjev, ne, in še smiley face. Se pravi, tukaj pa že zaznati pač to dušico, ne, to je pa tista avtentična iskrenost. To sem jaz, ne. Zakaj pol plan, če se ga ne držimo? Mogoče je nekaj narobe s tem, da, mislim narobe, mogoče potem to, kar si ti povedala, Manca, ne. A je plan, moram. Kaj pa, če bi spremenila način planiranja? Torej, kaj hočem, ne. A ne? Ja, smo malo spet na spolzkih tleh, ker hočem so pa potrebe, a ne. In potrebe spet ni moje poslanstvo. Jaz lahko čutim neko potrebo. Kar vem, da je prav, no, tako. Ja. Ampak na področju, na katerega smo pa medve v bistvu zdaj zajadrali, so pa omejujoča prepričanja, ne, ki jih imamo. Lahko, ja. In to je tisto, kar mene edino loči od moje genialnosti, ampak beseda edino mogoče ni pravo, zato ker je tega veliko. Ne, čisto prava beseda je, če boš uporabljala besedo edino, to me loči. Pol je dobro, ne, ker pač to samo to rešiš in pol je. Veš kaj ti praviš, kaj po tvoje so omejujoča prepričanja? Pa se dajmo zdaj še tega malo dotakniti. Se pravi, omejujoča prepričanja, mogoče, da pač intuicija je BS, treba je brati podatke in seveda podatki so pa spet po svoje neka, ne, znanost. Jaz moram reči, da mi je bilo v življenju zmeraj tako sram, ne, v smislu Excel tabelca, empirični dokazi. Jaz sem konceptualist, jaz razmišljam v konceptih, ne, mene ne zanimajo toliko podatki, ampak po drugi strani pa pač sem pa zmeraj nekako mogoče, se spomnim še, no, ko smo tudi še v prejšnji službi ali pa kje tudi imeli kakšne podatke in tudi strašne interprete tih podatkov, da sem tudi sama zmeraj nekaj v podatkih not najdla, kar pa drugi niso videli. Recimo, ne, tako da sem je, kaj pa je tole pomeni, ne, mislim, tako, nekaj te je vlekel, ne. Me zdaj zanima, kaj ti misliš, a imajo ljudje omejujoča prepričanje glede intuicije, oziroma je to dvoje povezano? Vse je povezano in ja, seveda imajo, ne, se tudi jaz, ko sem se prvič usedla, da bom stopila v stik s sabo, sem po 3 sekundah, se je veliko jeze dvignilo iz mene. Ker sem bila navajena biti v stalnem pogonu, a ne. In tukaj je ta luškana, rečemo, fraza, ko jo uporabljajo, be, do, have, a ne. Biti, a ne, samo biti. To je tisto, kar bi jaz poimenovala, da že ko si se rodil, si bil dovolj.
ti imaš blueprint narejen z rojstvom. A ne? Že to, da imaš ti telesno obliko, pomeni, da imaš neko poslanstvo, da je nek namen. Ne glede na to, kako si se rodil, a ti je kaj manjkalo, ali nisi bil po nekih standardih prepričanih družbe, optimalen. Ne? Dejansko pa vsak človek točno takšen, kot je, prispeva celemu konceptu, a ne, če smo pri konceptualnosti, prispeva svoj delež z svojim impulzom, ki ga daje med nas v družbo noter. Če pa se opredeliva tvojega prvotnega vprašanja, kaj so omejujoča prepričanja, ne, je tudi tle veliko različnih informacij. Moje delo in moja praksa mi je vedno potrdila formulo, ki mislim, da mi jo je posredovala knjiga Božanska matrica in Greg Braden. In mi je zelo blizu, preprosta je. Prepričanje je misel plus emocija. To se pravi, misel plus čustev. Omejujoča prepričanja niso misli v našem umu, v naših možganih, glavi. Ne? Velikokrat mi o možganih govorimo, možgan niso organ. To je del telesa. Je pa nekaj drugega. Ne? To se pravi, omejujoče prepričanje je pa misel, ki je integrirana globoko v vsaki celici mene. To ni, da jaz iz uma rabim spraviti neko omejujoče prepričanje, ampak jaz dejansko potrebujem odintegrirati iz mojega blueprinta, iz mojega DNK-ja neko prepričanje. Tako kot je naše prepričanje, da je tole roza. Če bi meni od rojstva nekdo govoril, da je tole črno, bi jaz zdaj tebe, pa bi se vsi mi na tem klicu strinjali, da je tole črno. To se pravi, to, da je tole roza, je samo naše kolektivno prepričanje in nič drugega. Ne? Tako da... Dogovor, ja. Ja, tako. In zato pol podatki v končni fazi, tudi ko marsikateri strokovnjaki se med sabo potem pridejo v neke konflikte, ja, ne, to ste pa čisto narobe povedali, to ste pa čisto narobe definirali. A pa je definicija nečesa res tako objektivna, a ni vsak znanstvenik dejansko subjektiven. Ne glede na to, kolikokrat je lahko uspešno ponovil en in ist poskus, če smo že s kvantno fiziko dokazali, da moja percepcija, moje prepričanje, če jaz gledam, če je moje prepričanje, da je kamen trd, ne da je kamen vibracija, se bo delec začel v njemu drugače vesti. Ta preizkus so tudi v kvantni fiziki ponovno ponovili, a ne, da Ali pa recimo, če greš tako, prosti, kad te prekinjam, sem tako malo na čas gledam, pa malo skačem. Kar bi recimo razmišljala je ne o podjetništvu in pa priložnostih, ki jih imamo na trgu. Ne? Zdaj so že spet raziskave, strašno hudo leto pred nami, 2023, ne? Pač ne vem kaj vse, omejitve in gor dol. In se mi tako dopade, pravzaprav bodisti ste lahko na strani rušiteljev, ne, tisti, ki bodo zmanjševali obseg, pač se branili, okope postavljali, ne, da se pač njim ne bo kaj groznega zgodilo, ali pa tisti, ki pač pravzaprav jemljajo to kot priložnost za transformacijo, za naskok na pač tisto, kar bo v prihodnosti. Ne. In tisto, kar bo v prihodnosti, mi dostikrat mislimo, da kar vemo, ne, z nekih ekstrapolacij ali pa z nečesa, pač z nekih preteklih. Napovedanih trendov, ja. Meni je bilo všeč tudi na ekonomiji, oziroma nisem na ekonomiji, en profesor z ekonomije je bil na FDV-ju, ki je razlagal, ne, da pač podatki so vedno preteklost. Pač, in če ti želiš v bistvu prihodnost ustvarjati, moraš imeti domišljijo. In tako v tem smislu mi je domišljija pa intuicija sta mi strašno povezani, čeprav ni nujno domišljija samo v tem, se pravi, domišljijo ima tudi strojnik, ne, se pravi, hočem reči, ni nujno v tem umetniškem smislu. Kako pa ti vidiš to povezavo v bistvu med prihodnostjo, domišljijo, intuicijo? Super, ko si to omenila, ne, domišljija ali igrivost, ne. Prihodnost je seveda, delno jo lahko zaznamo, delno se bo pa marsikaj sproti spreminjalo in jaz bolj kot v neko osredotočenost na prihodnost
rabimo delati na osredotočenosti na trenutku, ker trenutek je edino, kar ti imaš. Ne? Aha, se pravi, da intuicijo bolj postaviš v kaj naj zdaj, ali pa kaj zdaj rabim, ne tako, da bi gledal kot kaj intuitivno zaznavam, da se bo v prihodnosti zgodilo. Mislim, da ne vem, kam bi peljal barko za, a veš, katero smer, ne, za leto, 2, 3. Absolutno lahko, tudi to lahko delaš. Mhm. Da tukaj je par podtehnik tega, ki opozarjajo na dejstvo, da rabiš najprej zelo izčistiti, iz katerega prostora ti prihajaš, ko si ti napoveduješ neko prihodnost. To se pravi, ali že uletavajo neke moje percepcije in ideje in želje, ne? To stanje, v katerem boš ti napovedoval prihodnost, ta kanal mora biti zelo izčiščen. A ne? Tako da, kar se tiče pa preteklosti, a ne, pa preteklih podatkov, ja, točno to, vse, kar tudi jaz zdaj že izgovarjam ven, takoj je preteklost. Ne? In intuicijo trenirajo, recimo pri vojakih so začeli, tako kot internet, vse ta vojska razvija. Zakaj? Oni imajo satelitske podatke do 1 ure nazaj, ampak ko si ti na terenu, ti rabiš v tistem trenutku začutiti, s katerega konca sovražnik prihaja, da boš ti preživel. Ne? Kar pomeni, da največja vrednost intuicije je v trenutni čuječnosti, prisotnosti in čutečem stanju. A ne? In če bi mi vsak trenutek, ko bi sprejemali mi odločitve, ko bomo rekli za tisti dolgoročni plan, ko smo ga naredili, ja, še vedno pije vodo, ali bi pa vse v nas govorilo, ne, tale plan moramo pa mi malo prilagoditi. Če bi mi uporabljali na dnevni bazi intuicijo, marsikatere poteze, ki je danes vodila, da je ekonomija dejansko največji povzročitelj uničevanja in življenj in ekosistemov in človeka, a ne, te odgovornosti niso sprejeli. Ne? Nismo sprejeli, a ne? Nimam se nobene pravice izvzemati, zato ker jaz tudi po svojih najboljših močeh tle poskušam, pa nisem nobena svetnica, a ne? Nosim plastiko, menjavam oblačila, ne? Marsikje imamo vsi prostor za prevzemanje odgovornosti. Tako da intuicija je v veliki meri tudi prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, ki bojo v prihodnosti imeli določene posledice, ampak ti že zdaj lahko čutiš, kakšno posledico bo v prihodnosti imela ta odločitev. To si dobro razložila. Mi je v bistvu všeč ta poudarek na tukaj in zdaj in v bistvu poudarek na to, da je to čutenje, če te prav razumem, ki ga v danem trenutku zaznavaš, ne, kot neko informacijo skupaj z emocijo. Ne? Ja, tudi ta zaznava je v bistvu, zaznava v tem trenutku je dejansko zaznava prihodne posledice. Torej prihodnost. Ja, ni pa nujno, se pravi, če zdaj prav razumem, ni pa to nujno tako neka vizija, ne? V smislu ni, a veš, intuicija, kot da bi že imela v bistvu, bolj bi rekla, se pravi, zdaj, ko te poslušam, bolj razumem, to je tako. Več je poudarka na tem, da ali ne, ali pa prav narobe, ali pa zame dober, zame ni dober, kot pa v bistvu vidim en nabotičnik. A veš, tako ne vidim potovanje, nekaj, se pravi, ni tako opredmeteno, ne? Ampak je bolj, recimo, če bi zdaj ti rekla meni, Meta, greš novembra z mano na eno potovanje in bi jaz zaznala nekaj. A veš, se pravi, nekaj bi intuitivno zaznala. Tako, katerikoli dogodek, ki si ga ti zamisliš v prihodnosti, ga lahko začutiš v svoji izjemni prisotnosti in čuječnosti v tem trenutku. A ne? In že veš, recimo, je to zate ali ni zate. No, ja, zato ker... Zakaj nam je to težko zaupati, da mi povej? Zakaj misliš, da nam je to težko zaupati sebi? Samo zato, ker svet ali pa družba, v kateri bivamo, ne temelji na povezanosti s samim seboj, ampak na odtujenosti od sebe. To se pravi,
Tudi ekonomija je usmerjena ves čas v to, da boš srečo našel zunaj sebe. Če bom jaz kupila nove čevlje, prodala podjetje, če bom jaz uspešna, če mi bojo drugi rekli, da sem jaz uspešna. Veliko je teh impulzov, manj je pa impulzov, dajmo nekaj ustvariti skupaj, ti pa jaz, pa še 10 drugih podjetnikov, dajmo nekaj dobrega narediti, en dober posel. Ok, zdaj si bom drznila eno subjektivno mnenje podati. Mislim, da bi Slovenija veliko več kapitala zadržala, pa manj razprodala svoja podjetja, če bi imeli to aktivirano. A ne? Če bi slovenski podjetniki zavedali lastne vrednosti. Ne? In bi tudi kot država bili močnejši. A ne? Ja, to je tudi, mislim, razumem to logiko, ne, bodo prišli, bo nekdo drug prišel, nam bo pomagal, ne, se pravi, spet zunanja validacija, končni fazi, spet zunanja inteligenca, pač v bistvu ni notranja inteligenca v tem primeru, torej, recimo, nekdo zunanji, pač ve bolj zame, kaj naj jaz, kako naj živim, kako naj jaz delujem, kako naj se jaz vedem, mislim, čutim, kot pa jaz to vem zase, ne, torej, nekdo zunanji bo vedel. In kot mi je mama govorila, mami rada te imam ful, ampak vseeno povem to zgodbo, torej narobe čutiš, a ne? Se pravi, to je tisto, ne moreš čutiti narobe, to sploh ne obstaja. Torej, čustva so vedno pravilna. Problem pri tem je, da mi sploh ne vemo, katera so. Ne? Nas ni noben učil, ko smo bili majhni, to ni te emocionalnega zavedanja, torej, kaj pa sploh strah je, kje ga zaznavaš, na kakšen način, jeza, pogum, ponos, ko si ga omenjala prej, apatija. Se pravi, vsa ta čustva, jaz zdaj sem jezna in pride nekdo in reče, to pa že ni razlog, da si jezen. In potem imaš vse notranji konflikt, čakaj, je vse okej z mano ali ni vse okej z mano. In že začneš v bistvu kontemplirati in tkati neka omejujoča prepričanja glede tega, da pač ti zelo verjetno nimaš prav in začneš druge spraševati. Kam se gre, kje se gre, na kakšen način se hodi, ne? Se pravi, pač nekako smo naučeni na to zunanjo validacijo, ne? Oziroma na to zunanjo usmeritev in pa to podporo, ne? Naj nam drugi uredijo, da bomo imeli službo, ne? Ali pa ne vem, karkoli že, ne? Pravzaprav. Tako da ja, zanimivo, ne? Tlej mi je, evo, lej, čakaj, da se malo zdaj zberem. Najprej si imela eno ful fajn misel, pa sem jo, moram reči, malo zgubila, ampak sem pa tudi toliko si zapisala, res noro veliko enih stvari, mi je res v bistvu ful všeč. Hotela sem te to vprašati v bistvu, no, tako, se pravi, recimo, kakšen primer, jaz sem malo brala na tvoji spletni strani, kako ti v bistvu pomagaš podjetnikom, da združijo svojo poslovno inteligenco z neko duhovno inteligenco oziroma z intuitivno inteligenco. Da mi povej, a to, mi si vsi predstavljamo, a veš, mi si vsi predstavljamo, pravzaprav jaz si predstavljam, ne. A veš, ti tist, ne, zdaj moramo pa meditirati, pa biti ob gongih in imeti kadila in take zadeve, ki so v bistvu pač alternativne. Ampak jaz hočem, da je svet razume vse te stvari energetske kot nekaj, kar je itak že vse skozi okoli nas, recimo, ne vem, energija radijskih valov, whatever. Kako se pač lotiš ti tega? Kaj bi recimo lahko rekla, da je kakšna tehnika ali pa nekaj, kar je pa preprosto, da čisto vsak človek lahko uporablja? Da nas ti lahko zdaj naučiš v minuti. No pressure. Ja, tako, no pressure, v redu je. Kar razprost se, Manica. Imaš minuto in... Nekaj hitrega, nekaj tako, ko na daljinc pritisneš, pa se takoj zamenja program. Ja, to je tisti, da je tabletko mi daj. A veš, tabletko da pa prav, vse bolečine. Jaz bom nanizala kar 3 ideje, kaj lahko viš. Tako da ne bomo ostali na eni tehniki, ko mi ne diši. Ok, za 3 ideje dam 5 minut. Wow, to hvala, prodano, oziroma kupljeno. Torej, takrat na moji spletni strani piše Are you losing your mind? Let's get your soul on board. Ne? Kar pomeni, če se ti že meša od vsega, poveš se z dušico. Najhitrejši, najenostavnejši način je vse, kar zdaj delaš, sam pust, dvigni se s stola, pejt ven, pejt v naravo, vzelo ti bo 15 minut in se povezuj
zumiraj v liste narave, zumiraj tla, če si pač sred betona, bo šel pa ven, pa položi roko na travo. Ziher je vsaj ena zelenica, če drugega ne, vsaj eno drevo nekje blizu je. Dotakni se biološkega dela obstoja oziroma planeta se dotakne. Zato, ker ko si ti v umu in ko si ti na tem našem betonu, ko si na umetnih stvari, ko je cel računalnik plastičen, to ni tvoje naravno okolje in ti si takrat odtujen od sebe. To je prva stvar, ko jo lahko narediš. Da vzpostaviš stik s sabo. Druga stvar je banalna. Vode pi več. Zdvigni se pa pit vodo. Ne? Zato, ker naša pretočnost, to se pravi pretočnost informacij, pretočnost domišljije in kreativnosti, rešitev, ki bi se lahko pojavile noter v meni, ko poskušam jaz najti eno rešitev za moj trenutni izziv, je zaradi tega, ker nisem dosti prevodna. In voda je en tako velik element tega, da ne znam poudariti in je spet banalno, ni nič bubu. Tretja stvar bo pa taka malo bolj mistična, eterična, rečemo. Lahko pa samo odročiš roke in prosiš, da pride med tvoje roke energija čiste zavesti. In v tistem trenutku se boš ti začel premikati iz glave oziroma boš svoj začel spreminjati v čutilo. In če si pozoren, začneš neko tako gostoto čutiti med rokami. Lahko se ti začnejo roke segrevati, lahko se ti hladijo, lahko ti začne veter pihati, lahko vidiš nekaj med rokami. Mislim, Eno vprašanje. A moraš to na kakšen problem pripeti? Se pravi, v bistvu, čisto nič? Ja, samo razmišljanje ali pa karkoli. Nič, samo naj pride med moje roke čista zavest. Samo to ponavljaš. In ko začneš čutiti, da se res med temi rokami nekaj dogaja, ti je že uspelo. In potem greš od pet do glave in si predstavljaš, da je tak v bistvu čista zavest, ki je med tvojimi rokami, je kot en sesalc, ena krogla, ki bo vase posesala iz tvojega telesa čist vse, kar tebe omejuje, da bi bil resnični jaz. Da bi bil resnični ti. In lahko tudi pol fizično to narediš in greš od pet do glave, napolniš tole kroglo z vsem, kar ti ne služi in sam vržeš v sonce. Sonce je v bistvu po mističnih teorijah in znanosti je dejansko planet, ki komi čaka, da kaj smeti vržeš noter, ker bo to vse transmutiral. Tako da, to je pa zdaj ena taka malo bolj eterična praksa, ampak preprosto vsi menedžerji, lastniki, podjetji, ki prihajajo k meni, to delajo preprosto, ker funkcionira. In na koncu... to je povezano, to je tako kot NLP tehnike, neurolingvistično programiranje, tudi ogromno vizualizacij, hipnoza ima ogromno vizualizacij, sugestij, takih in drugačnih, tako da pravzaprav pač mogoče samo, kaj se vem, včasih je kontekst tak, tisto, kar gledamo na televiziji, ko pač reče nekdo, v obleki poslovni, to je pomeni, da si menedžer, pa ne kadiš ganđe, kar ni nujno res. A veš, ne vem, če si pa v all-starkah, si pa hipi, pa zihar kadiš ganđa, kaj tudi mimo grede, sploh ni nujno res. Tako da, a veš, pač mi imamo neke take prednastavljene koncepte, tako da definitivno ni to kakršenkoli razlog za kredibilnost ali pa nekredibilnost, kakšne prakse, ful dober. Mogoče govoriva o praksi, je moj mentor na Astralskem inštitutu je stalno ponavljal. In še danes mi zveni v glavi, if it's not fun, it's not functional. Se pravi, ne omalovažujmo igrivosti, ne omalovažujmo drugačnosti, tistega, kar najbolj
bedasta ideja, ko pride čez ali na kakih team buildingih, brainstormingih, whatever, a ne? To je dejstvo. Če projekt ni fun, delamo nekaj narobe. In ne bo funkcionalno, ne bo funkcioniralo v praksi, ne bo dajalo rezultate. Ta prave, a ne? Tako da tle smo lahko zelo determinirani pa zelo konkretni v tem, da se zabavamo, da nam je fajn. Ja, pa tudi, da nismo verjetno tisti ekstatični, ne? Se pravi, ni da je tako, da moraš vsakič imeti zdaj, kako dober, ne, ampak da v bistvu tisto, pa truda, kao rewarda. Ja, mislim, a viš, da si recimo, ne vem, ustrajaš, pač naporno delo, se pravi, recimo tistih 5 minut, ampak potem pride tisti trenutek satisfakcije, ne. In v bistvu, če se te dva tako zelo lepo menjavata, pač da ves čas doživljaš oboje, ne, tako ta napor, trud, kot tudi v bistvu tisto zadovoljstvo, ki ga pač doživiš, ko nekaj dobrega narediš, je pač super, ne, če imaš pa res skozi sam napor, ali pa skozi sam satisfakcijo, ne, pol pa nekaj ni v redu, ne, to je tisto, ko je Freud rekel, ne, pač si med principom realnosti pa med principom zadovoljstva. Čim greš pač na eno stran preveč, ne, pač ali bodi si iznoriš, ali pa ti postane življenje monotono. Tako da, ja, nekaj v tem smislu, ne. Ful, res škoda, ker imamo še toliko vprašanj, sem videla prav zdajle, ker sem si pogledala, da bi lahko sigurno še 1 uro govorile, ko bi te še vprašala, pa še povej, pa še poglabli, pa še kaj razloži. Kje te lahko najdejo ljudje, če želijo še kaj več o intuiciji v poslu izvedeti? Ja, zdaj, ko si to rekla, mi je prav žal, da na takih zadevcah ne moramo toliko več vključiti še tistih, ki poslušajo, in v ta namen imam pa jaz na Facebooku objavljam v moji skupini, to se pravi Soul Storyline strategije. Imamo vsak ponedeljek srečanja ob 8 zvečer za 45 minut in za ta teden vnaprej jaz odprem nek poslovni paradoks, ki ga imenujem ponedeljkovi paradoksi, da recimo določeno dojemanje, kot je, zakaj je pot pomembnejša od cilja, oziroma zakaj se nam zdi, da je cilj bolj pomemben od poti, ki jo mi prehodimo do tega cilja. In smo recimo eno tako temo potem interaktivno z udeleženci predebatirali in na koncu gremo dejansko v intuitiven flow, v katerem vsak zase dobi, kako bo v bistvu prišel do omejujočega prepričanja, ki njemu ves čas govori, da je cilj bolj pomemben od poti in da sploh ni on pomemben, da ni pot pomembna, da niso ljudje pomembni, samo to, da jaz dosežem tisto, kar sem se zadal. Recimo, tako da se vam... Šerala pol ta link, da bom lahko ljudem poslala prek maila, tistim, ki so zdaj prijavljeni. Kar prek maila bom jaz to pol dala. Jutri bo posnetek na voljo, pa pošljem še sporočilo, se pravi še mail, ne? Pa mi lahko daš še povezavo, če se bodo... Mislim, jaz sigurno pridem, ob 8 si rekla, no? Ne vem, če se ponedeljek, ampak mogoče enega naslednjega. Ne? Smo tam, tako da ja. Prav luškano je, ker res zanimive ženske in moški pridejo, ki imajo sicer zelo močno kariero, poslovno, ampak so odprti, za omejujoče prepričanja, in tudi vodilni kader ima vedno to odgovornost do soočenja in pogum, da se sooči z določenimi limitacijami, ker vejo, da se tam vzadaj skriva čisto bogatstvo. Ker ko jaz umaknem svojo omejitev, se vzadaj nahaja moj potencial. In prihajati do tega je zelo nagrajujoče, tako kot se velikokrat pohecam, ne samo po počutju, ampak tudi po žepu, ker se nam dvigujejo prihodki zaradi tega. Napredujemo karierno zaradi tega. In zdaj, za konec, zelo na hitro, se ti najprej zelo lepo zahvalim, potem pa povzamem vse, kar sem si jaz tukaj zapisala, ker je res toliko lepih stvari tukaj, da sploh ne bom prebrala tistega zaključka, kar sem ga mislila imeti, in bom rajš pogledala, se pravi, ko umaknem svojo omejitev, najdem zadaj svoj potencial. Možgani so organ, ful mi je bilo to všeč, dajmo si to zapomniti. Vsaka oseba daje impuls energije v družbo.
Be, do, have, se pravi, ta vrstni red je najprej bodi, potem delaj in potem imaš nekaj od tega, ali pa tudi drugi imajo kaj od tega. Od ego v eko, ne, to smo skupaj nekako razvile, bodi postavljen vase, čemur sem dopisala zraven še kongruenco v retoriki, seveda. Kaj pa je resnična uspešnost? Ne? To je zanimivo, ne? Da moramo res pogledati, kdo smo mi, ko smo resnični, a smo uspešni, jaz verjamem, da smo že uspešni. Se pravi, sploh nima to veze. Ne? Vsak, ki zjutraj vstal iz posle, se stoširal, nekaj pojedel, pa komu pomagal čez cesto, uspeh narejen. Največja vrednost intuicije pa je v čuječnosti, torej trenutek tukaj in zdaj, da se povežeš. In kar je tukaj, sem se še napisala, 1. Pojdi v naravno okolje, 2. Popij nekaj vode in 3. Vizualiziraj, da je že ta energija tukaj med tvojim rokam. In všeč mi je bilo roke, da si v bistvu spostavlja, ker jaz tako vidim roke kot nekak odsev naše, se pravi, naše vrednosti, no, ko vidimo. Mi svojega obraza v bistvu ne vidimo, ne? Se pravi, zelo redko, ampak v bistvu roke pa ves čas gledamo, ne? In zato roke moramo imeti strašno radi in verjeti, da pač roke vse znajo. Da je v rokah v bistvu ta energija. Kar lahko, da primem, to se pravi, da smo šle eno stopničko do tega, da so prijeli intuicijo, prijeli ta... Ja, med mojimi rokami je, kako si rekla, že vsa zavest, vsa zavest obstaja. Evo, tako da to mi je bilo v bistvu zelo všeč, sploh kot kreativki. Ful ti hvala, lepe stvari si povedala, res mi je bilo všeč, tako da sem zelo vesela, upam, da ste tudi vi seveda uživali v tem pogovoru današnjem. Hvala tudi vam, da ste se pridružili, pa se vidimo naslednjič. Lepo se imejte in verjemite vase. Čau.